Moj pretekli teden je sigurno najbolj zaznamoval nakup pametnega prstana, ki sem ga res že težko čakal, kdaj pride na moj naslov. Ne mislim utrujati s kakšnimi podrobnostmi z unboxingom, predstavitvami in navodili, ampak ker sem videl v statistiki, da vlada določeno zanimanje za te prstane, sem se odločil, da vam ga malo pokažem in povem, kako deluje. Drugač pa to ni sponzorirana objava, ker sem prstan plačal s svojim lastnim denarjem in karkoli bom ugotovil, vam bom o njem tudi pošteno predstavil. Sem malo bolj zadihan, ker sem se v tem prvem delu poti zagnal gor na Števerjan, eno najbolj slovenskih občin v Italiji. Ampak fajn za malo zasegret, pa da kriza okroži. Bi vas pa rad prav na hitro opozoril na en video, ki ga je posnel Simon Srečkovič. Res je imel srečo, da je v Dubaju najdel 170 km dolgo kolesarsko stezo, najel specialko in odpeljal kakšnih 100 km po njej. Dobro narejen video, pejte pogledat in mu izkažite podporo. Pa sem na Števerjanu. Tukaj sem kakšnih 10 km ven z Nove Gorice, približno na 270 metrih nadmorske višine. Danes, ko snemam tole, je 27. februar, tako da je tehnično še zima, ampak zunaj je tako prijetno vreme, delno oblačno in super 14 stopinj Celzija. Tako da jaz sem se dal v kratke hlače. Jaz grem v kratke hlače, kadar je zunaj več kot 12 stopinj Celzija. Še zmeraj pa sem ohranil te merino nogavice in pa majico z dolgimi rokavi. Oboje sem dobil iz spletne trgovine Sirocco, kjer imam še zmeraj kodo za 10% popust, če bi kdorkoli od vas želel kaj izkoristiti. Malo prej sem že začutil par kapelc in ker je tako spremenljivo vreme, sem se odločil, da bom ta video posnel v več različnih kosih. Danes bom lahko po službi naredil kakšnih 35 km in 350 višincev. Progo, kjer sem se vozil, bom pa itak dal od spodaj v opis videa. In tudi vse ostale vožnje, ki jih bom naredil tekom tega videa, bom objavil od spodaj, tako da si lahko pogledate, kje se vozim, še posebej tako tle v okolici Nove Gorice. Mi je pa super všeč, ko sem videl, da sem na Stravi dosegel že več kot 900 sledilcev, ker eno stvar vemo, ne? Nobeden ni na Stravi brez veze. Vsi, ki ste na Stravi, ste rekreativci, podobno razmišljate in to mi je res fascinantno. Še malo in nas bo tisoč v eni taki Strava grupi, kjer lahko drug drugemu všečkamo podvige, spremljamo, kaj kdo počne in tako naprej. Ampak kakšna bistvena razlika je, kadar izpod teh oblakov posije sonce. Neverjetno. Mi je pa tako super, da mi ni treba več imeti na sebi gor vse tiste zimske krame, tako da se počutim prav svobodno. Danes lahko celo malo bolj piha kakor včeraj, ampak ni panike, je prav super. Kar se tiče pametnega prstana, bom začel kar na koncu. Včeraj, ko sem šel na Števerjan, sem tisto kolesarjenje posnel tudi s pametnim prstanom. Na 37 km je aplikacija preko prstana zmerila 1,2 km krajšo progo. Razlog je v tem, da so preko GPS-a določeni ovinki precej posekani. Poleg tega mi je merilo tudi srčni utrip, ki je bil kar precej točen glede na tistega, ki ga je zmeril Garmin. Ena velika pomanjkljivost pa je, da ne beleži višinskih metrov. Druga velika pomanjkljivost je ta, da si s temi rezultati ne moreš dosti pomagati, ker nimaš povezave na kakšne zunanje aplikacije, kam bi lahko to vadbo delil. Jaz bom svoja kolesarjenja tako ali tako še naprej meril z Garmin števcem, ampak vseeno se mi zdi za nekoga, ki nima popolnoma nič drugega, je en tak pametni prst
prstan lahko za začetek popolnoma dovolj, da si malo zabeleži, kje je kolesaril ali pa tekel in da ima neko evidenco na svojem telefonu. Izbira športov v aplikaciji ni prav velika, ampak tiste osnovne imaš, kakor so hoja, tek, kolesarjenje, pa mislim, da je še golf in ples, pa še par drugih. Mimo teh meritev, ki jih lahko zbereš v primeru, ko greš na vadbo, pa pametni prstan vsak dan, ves čas meri, koliko si naredil korakov. Ta meritev je meni zanimiva, ker do zdaj nisem imel kakšne druge naprave, ki bi mi povedala vsaj približno, koliko korakov naredim čez dan. In veste, kako je s temi koraki? Danes sem šel 2-krat peš gor v 6. nadstropje, zato ker sem vedel, da mi jih prstan šteje. Če to ni nekaj vredno, lej. Še ena zanimiva meritev mi je beleženje spanja, ker zjutraj lahko pogledaš, koliko časa si spal, koliko je bilo globokega spanca, rahlega spanca, faze REM in pa če si se vmes karkoli prebujal. Potem imaš pa še te periodične meritve. Jaz sem si nastavil na vsake pol ure, kar je tudi najmanjši možen interval, ki ga ponujajo. Na vsake pol ure ti prstan zmeri srčni utrip, pritisk in SpO2. Zdaj pritiska realno ga ne zmeri, ampak ga zračuna na podlagi nekih neznanih algoritmov. Tisti SpO2 naj bi pa bil delež kisika, ki je vezan na hemoglobin. In tudi to verjetno kar zračuna. Ne vem, kako bi lahko to prstan zmeril s pomočjo ene lučke. Za vse te 3 meritve ti pa aplikacija pokaže najvišjo vrednost in pa povprečje tistega dne. Meni je ta prstan ena taka zanimiva igračka, da vidim, če se ga bom sploh navadil, koliko bom te meritve uporabljal recimo čez kakšen mesec, kako me bo žulil na prstu, me motil pri vsakdanjih opravilih. In veš, kaj je še fajn pri tem prstanu? Tudi jaz vem, da bo on vsake pol ure meril. Jaz se takrat lepo usedem, se umirim, počakam, da tiste meritve minejo in se mi zdi tako fajn, da se vsaj 2-krat na uro dam malo umir, da nisem prav non-stop v neki furiji. V eno stvar sem prepričan in to je to, da sicer pametna ura bi mi dala več teh meritev, ampak pametne ure jaz ne bi ves čas nosil, gotovo ne bi šel z njo pod tuš in niti ne spat. S tem prstanom pa grem povsod, ga res nič kaj ne šparam, z njim grem pod vodo, se z njim stuširam, brez problema in mi je prav malo mar, kaj se bo zgodilo. Če bom pa s časoma videl, da je to naprava, ki mi ustreza, sem pa pripravljen tudi stegniti malo več denarja in si kupiti enega ta pravga za 350 ali pa 400 evrov. Ampak pustimo čas v čas, bomo vse še videli, kako se bo dogajalo v prihodnje. Tale prstan, ki ga imam jaz, je Rockbit SR09 in je kitajski. Kupil sem ga direktno pri proizvajalcu, zanj pa sem plačal 60 evrov. Že takoj v štartu lahko rečem, da sem vrgel 25 evrov proč, zato ker je kolega dobil popolnoma enak prstan na trgovini Temu za 35. Prstan sem dobil lepo zapakiran v lični kompaktni škatlici, zraven pa je bil še etui za polnjenje, ki ima priložen kabel USB-C, pa še en poseben kabelček je bil zraven priložen, s katerim lahko preko USB-ja polnim direktno v prstan. Poleg vsega naštetega so bila v škatlici še zelo skopa navodila in sicer samo QR koda s povezavo za prenos aplikacije in pa z enim kratkim obvestilom, da kadar se prstan polni, bo svetla ena dioda. Kar sem zdaj jaz ugotavljal, baterija zdrži približno 3 dni in pol. Če bi tiste intervale rednih meritev nastavil na 1 uro, bi mi zdržal tam okrog enega tedna. Primerjal sem tudi meritve srčnega pritiska, zato ker imam doma en kvaliteten merilnik znamke Omron, točno tak model, kakor ga ima moja zdravnica. Meritve, ki jih naredi prstan za visok in nizek pritisk, so približno za 10 više, kakor tiste, ki jih naredi Omron. Ampak so meritve konstantno višje, ne opletajo gor in dol, tako da relativno zelo lepo vidim, če se mi pritisk poviša ali pa zniža. Realno pa vem, da so ta prave številke za približno 10 manjše. Ampak glejte, se vsi zavedamo, to je ena taka poceni naprava, njene meritve nikakor niso točne, tako da je treba vse skupaj jemati kakor eno igračko. Upanje obstaja, da bo mogoče proizvajalec še kaj posodobil aplikacijo, morda dodal kakšno povezavo s Stravo ali pa omogočil, da bi lahko do svojih podatkov dostopal tudi preko spletne strani.
Upanje je zagotovila pa prav nobenega. Jaz pa poleg tega še upam, da ste zvedli vsaj kaj novega o pametnih prstanih. Saj sem videl v statistiki prejšnjih videov, da je bil procent gledanosti kar precej višji, kadar sem govoril o pametnih prstanih. To, da lahko na koncu februarja izkoristim take lepe dni za kolesarjenje, je neprecenljivo. Tudi vam želim vse dobro. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.